prazniku Jezusovega vstajenja, obhajamo velikonočni ponedeljek, v veselju velike noči, v veselju odrešenosti. Sveto mašo danes darujemo za pokojnega Rudija Kolariča. Pri sveti maši pa danes tudi prosimo za uspešno operacijo in okrevanje. Ko darujemo sveto mašo za pokojnega Rudija Kolariča, pa prisluhnimo kratki besedi o hvaležnem spominu na. V Ljubljani Brezovice smo z veliko žalostjo sprejeli vest, da je v noči na Veliki četrtek umrl gospod Rudi Kolarič. Gospod Rudi je bil z našim krajem močno povezan. Ne samo kot donator za nove orgle, ampak tudi kot človek, ki je kljub razdalji srčno ostal naš krajan. Nekateri ga morda ne poznate, zato naj na kratko povem, da je gospod Rudi živel na Brezovici kot mlad fant. Njegovi starši so imeli uspešno trgovino. Ko se je začela druga svetovna vojna, je oče moral k vojakom in z mamo sta za delo v trgovini ostala sama. Vojna je tudi na Brezovico prinesla hude grozote, med katerimi je bila ena največjih poboj mravljetove družine. Rudi kot mlad fant je bil temu priča. Zato je v velikem strahu za svoje življenje, tako kot mnogi emigriral v Ameriko. Zgodbo njegove mladosti si lahko ogledate v filmu, ki ga je pred kratkim posnel Studio Sipoš z naslovom Nebesa pod Triglavom. Gospod Rudi si je v Ameriki ustvaril družino in postal uspešen podjetnik. Čeprav je imel lepo življenje in mu ničesar ni manjkalo, je vse življenje v sebi nosil veliko rano vojne, predvsem pa pogrešanja svoje domovine. Čeprav se nikoli več ni zmogel vrniti v naš kraj, je bil v mislih doma vsak dan. Tako je gospod Rudi s svojimi darovi in molitvami velik dobrotnik našega kraja, pa tudi človek, ki bo med nami ostal zapisan kot eden od nas. Današnja maša je namenjena v zahvalo za njegovo dolgoletno povezanost in tudi duhovna povezanost z njegovo pogrebno mašo, ki bo v sredo 3. aprila v Clevelandu. Gospoda Rudija tudi mi ohranimo v molitvi in se ga spominjajmo po njegovi dobroti ter velikem čutu za Slovenijo. Naj mu Bog da svoj večni mir in pokoj.